Carinska in davčna uprava sta danes razkrili imena dolžnikov, katerih davčni dolg je večji od 5000 evrov in starejši od 90 dni. Carinska uprava je na svoj seznam neplačnikov davčnih dajatev uvrstila 91 zavezancev, od tega 35 fizičnih in 56 pravnih oseb. Med pravnimi osebami sta na vrhu seznama z dolgom v višini od 1 do 10 milijonov evrov logistična in finančna družba Adria Commerce iz Kopra ter trgovska družba na debelo VLM iz Šempetra pri Gorici. Med fizičnimi osebami sta v istem razredu 40-letna Jani Potokar in Robert Mihev. Največji dolžnik je davčni upravi dolžan več kot 20 milijonov evrov. Kot je razvidno seznama, gre za podjetje Maxikom v stečaju iz Ljubljane. Z 10 do 20 milijonov evrov dolga sledita podjetji HTC2 iz Ljubljane in Vegrad iz Velenja, ki sta obe prav tako v stečaju. Minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant bo po napovedih na današnjem nadaljevanju pogajanj s sindikatom javnega sektorja predstavil ukrepe, s katerimi bi znižali plačno maso skladno z letošnjim proračunom. Vlada vztraja, da je izhodišče za pogajanje sprejeti proračun, ki maso za plače glede na lansko realizacijo znižuje predvidoma za 6,4% oziroma 288 milijonov evrov. A ker je del znižanja že dosežen z ukrepi iz lani sprejetega varčevalnega zakona, se je treba dogovoriti še, kako prihraniti še preostalih 158 milijonov evrov. Vlada se želi o ukrepih dogovoriti do 10. maja. Minister za javno upravo Gregor Virant je davčno upravo pozval, naj napako v informativnih izračunih dohodnine za lani, v katerih je pri 8306 zavezancih niso pravilno upoštevana starševska nadomestila, popravi z izdajo novih pravilnih izračunov. To, da bi morali zavezanci sami vložiti ugovor, kot je zahteval DURS, se mu zdi nesprejemljivo. Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljani je danes začel analizirati vzorec salame goveji kulen iz mesno-predelovalnega podjetja Košaki, s čimer naj bi določili kontaminiranost svinjino. Rezultati naj bi bili znani v 3 do 5 dneh, ovrgli ali potrdili pa naj bi sum na prisotnost svinjine v salami z oznako halal, ki muslimanom zagotavlja, da je izdelek v skladu z njihovim verskim izročilom in da ne vsebuje svinjine ter alkohola. V tovarni mesnih izdelkov so sicer obljubili, da bodo o rezultatih obvestili tudi javnost. Minulo noč je zagorelo na strehi recepcije hotela Belvin na mariborskem Pohorju. Zgorelo je približno 250 kvadratnih metrov ostrešja, kritega z bitumnom. Gasilci so ogenj pogasili in prezračili notranjost objekta. Vzrok požara še ni znan. Hotel je bil v času požara prazen, zato evakuacija ljudi ni bila potrebna. Na požar je gasilce opozorila varnostna služba, ki jo je aktiviral alarm v recepciji hotela. Alarm so sprožili dimni detektorji. Po Sloveniji bo od danes do nedelje potekal prvi del akcije Hitrost počasneje je varneje. Akcija sovpada z evropsko usklajenim nadzorom hitrosti, ki poteka pod okriljem Evropske mreže prometnih policij TISPOL. To pomeni, da lahko vozniki povečan nadzor hitrosti pričakujejo v vseh državah Evropske unije. Danes je Svetovni dan mladih prostovoljcev. Kampanja vsako leto postavi v ospredje mlade, ki nesebično namenjajo svoj čas in energijo za dejavnosti, ki izboljšujejo družbo. Raznolike prostovoljne dejavnosti ponujajo mladim možnosti javnega delovanja na različnih področjih. Po podatkih Eurostata se v Sloveniji kar 36% mladih med 15 in 30 letom starosti vključuje v prostovoljne dejavnosti, kar nas postavlja na 4. mesto med državami članicami Evropske unije. Za prostovoljno delo se mladi najpogosteje odločajo zato, ker želijo početi kaj koristnega, preživljati prosti čas z vrstniki ali preveriti poklicno vlogo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V severni Sloveniji bo možna kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V četrtek bo pretežno jasno, še naprej bo toplo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. V Slovenski Bistrici občina pomaga sanirati plaz, v Dupleku še vedno računajo na pomoč države. V Mariboru se je mudilo 600 študentov iz Evrope, saj je imelo društvo Erasmus v mestu generalno skupščino. Na osnovni šoli Vojnik so otroci noč ob branju knjig preživeli v šoli, obiskal jih je Primož Suhodolčan. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.